Ja, pozdravljeni na spominskem večeru Dolg dokumentarna obzorja posvečenem Marku Breclju. Danes je z nami gost dr. Rajko Muršič. Pozdravljen. Lep pozdrav. Spregovorili bomo nekaj besed o Marku, o njegovem liku in delu, kot se reče, ali pa se je včasih, in predvajali film njemu spomin. Ker pa je to spominski večer, pa pravzaprav gre bolj za obujanje spominov, no? In kot je tudi Arijana nekako napotila za ta večer, žal se ni uspela udeležiti, bo pa prišla kasneje ta teden na zasedanje, alelujanje ustanove Pohorski bataljon v petek, in ob tej priložnosti bomo tudi odprli razstavo plakatov Marka Breclja četrtki. Nekako temu uvod ali popotnico je današnji večer tudi namenjen in odpira obenem tudi 28. obletnico kulturnega centra Pekarna. No, kot sem začela, Arijana je navotila nas predvsem na to, da se spomnimo, odkud in kako smo Marka poznali in kaj je nas oziroma vas predvsem pri njemu pač navdušilo, na kaj se spominjate, kako ste ga prvič spoznali. In to je moje prvo vprašanje. Torej, ali ste ga poznali tudi, preden ste ga prvič poznali? Ste poznali njegovo glasbo, njegovo ustvarjanje, preden ste spoznali njega osebno? Ja, če si bil rojen v 60-ih, je bilo skoraj nemogoče ne spoznati Marka Breclja. Zdaj, časi so bili precej drugačni, ne? Takoj po izidu Koktejla, tam po 74. letu, je bil Marko Breclj redno predvajan avtor na nacionalnem radiju, kjerkoli, kadarkoli si ga lahko slišal. Danes si blazno težko predstavljamo to, da takšnega avtorja v bistvu mediji takoj spravijo tja, kamor spada. In njegov Koktejl z vsemi komadi, praktično brez izjeme, ne, je bil nekaj, kar je recimo moja gimnazijska generacija v poznih 70-ih, še kakšna pred mano, še kakšna za mano, ne, spoznala tako mimo grede, brez kakršnih koli drugih recimo priporočil. Ne. To je bila neka samoumevna prezenca. Druga stvar je ta, glede na to, da je Marko tako izjemen avtor, je tista kvaliteta, ne, ki jo je na nek način začrtal, oziroma standard, ki ga je začrtal s tem albumom, na nek način vsaj za 10, 20, mogoče celo 30 let tudi opredelil, kakšna naj bo slovenska popularna glasba. To ni bila samo Markova zasluga, tukaj je bil seveda tudi Bojan Adamič, ne, ki je pač slišal tisto, kar pač nekdo, ki je malo bolj izkušen, mora slišati, to pomeni genija, ne, ki je ustvarjalni genij, in temu omogočiti potem prodor. Ne. Marko se sicer sprva z njegovimi aranžmaji in pozadelom, ne, s celim plesnim orkestrom oziroma big bandom, ni pretirano strinjal, ni bil ne vem kako navdušen nad tem, ampak ko je videl pa odzive, ko je videl, da je zadeva pa zares uspela, da je tudi transgeneracijsko uspela, ker pomeni takrat, ne, v 70-ih so Marka Breclja poslušali tudi starejši, ne, torej poslušalci, ki so odraščali z jazzom ali pa z recimo kupleti ali pa popevke in tako naprej, in najmlajši. Ne. Tako da ni bilo mogoče ne poznati Marka Breclja, to je enostavno nezamisljivo. Ne. Je pa res, da so mediji danes takšni, da enega genija takšnega kalibra, kot je bil Marko, v bistvu ne samo, da ga ne bi spromovirali, to dopazili ga ne bi. In danes je bistveno težje z enim zares ustvarjalnim opusom priti tja do te točke, da te pravzaprav vsak lahko prepozna, ne, in vzame tisto, kar je potrebno. Skratka, zdaj bom malo dolg, ne, pri tem uvodu, zato ker si sploh nisem zamišljal, da bi govorili, obujali spomine in podobne reči, ampak opozarjali na to, kaj nam je Marko dal. In kaj je tisto, kar lahko mi prenesemo, oziroma kar moramo prenesti naprej, ne, in kako
bo Marko še naprej živel za nami. Ne? Zdaj, tista stvar, ki je na nek način potem šele v drugi fazi delovala, je seveda njegova vloga vodilnega pevca in pomembnega avtorja v zasedbi Buldožer, ki je ravno tako postavila ene izjemno visoke standarde v slovenski popularni glasbi, sicer v drugem žanru, ampak je ravno tako pokazala, da je to, kar počneš, vendarle ena dobra sinteza poguma, torej avtorskega poguma, ene drže, ne, ki ne pristaja na nobene kompromise in pa hkrati tudi trdega dela. Ne, tistega trdega dela, ki je sploh podlaga, da ti lahko avtorske stvari pripelješ tako daleč, da so za občinstvo. Ne. No in ko se štejemo to dvoje skupaj, moram reči, da sam še vedno ne vem, kako se je to lahko zgodilo, ampak jaz Marka Breclja nisem videl živo vse do približno leta 80, mogoče 81, v času, dokler je še delo z Buldožerjem, tisti njihov prvi nastop in pravzaprav skoraj da edini, kolikor jaz vem, tukaj v Mariboru, v Hali C, danes je tam kino, kaj že Cinemaplex, ne vem, kako se mi te imenuje, ne, skratka, v tistih prostorih so nastopili, mislim, da če me spomine vare, moralo biti leto 75 ali pa 76, tega sem bil še v osnovni šoli in zato nisem hodil po koncertih. Tako da sem zamudil tisti praktično edini koncert Buldožerjev tu v Mariboru. Potem smo se pa srečali v duetu, ki je bil pa drug presežek, ne zopet tretja zgodba, ki je še vedno Markova, ne, prepoznavna, pa vendar popolnoma drugačna, to je sodelovanje z Ivanom Voleričem Feom. Ne. Ona dva sta pa nastopala v okviru, to je bilo genialno in jaz mislim, da tudi danes jaz upam, da dela na ta način Glasbena mladina. Takrat je Glasbena mladina Slovenije vzpostavila en nabor glasbenikov izvajalcev, ki so potem nastopali po šolah. Ne. Se jih izbral in uredil ta nastop. No in to je bilo pa moje prvo srečanje z Markom, skratka prej sem se srečal z njim osebno pred samim nastopom, ki sem ga spremljal. Skratka, na drugi gimnaziji sem sodeloval v tej skupini za prireditve in še zdaj ne vem, je bilo to 80 ali 81 leto, ampak tam nekje. Ne. Sam sem takrat poskrbel za to, da smo dobili Marka, mislim, da je bil celo solo, čeprav moj spomin je zdaj že kar precej luknja, ne. Skratka, nekje v zelo kratkem času sta oba s Feom nastopila, enkrat je bil pa Marko tudi solo. Ne. Ampak imeti v nekem razredu, ne, srednje šole ene takšne avtorje pomeni, da ona dva sta zares vplivala na cele generacije. Pogovarjal sem se z ljudmi iz Kranja, ne, ki so približno v istem času to organizirali in so celo posneli cel njim nastop, ne, praktično skoraj identično, isti repertoar, ne, ki smo ga takrat slišali tudi na drugi gimnazije. In to mulerijo, ne, takrat si star, ne vem, 16-17, pa dobiš eno tako dozo ustvarjalnosti direktno, ne, v faco, to te zaznamuje za celo življenje. Ne. En sam nastop, ne govorim za tem, da imaš permanentno te stvari. Ne. Zaradi tega, ker ste si upali. Ona dva sta šla čez vsak rob možnega, bila sta duhovita, bila sta globoka, bila sta preprosto drugačna. Ne. Marko je pel svoje pesmi, že odprej, Feo je imel svojo poezijo, pa sta pa druge stvari združila v eno tako noro mešanico, da enostavno rečeš, wow, ne, kako pa lahko živiš brez tega. Ne. Javna dvaja se je rekla temu? Ne, to je bilo pozneje. Mislim, da sta bila duo Zlatni zubi, nekaj podobnega se imenovala zadeva. Ja, še če prislunim svoj piskrček, ne, jaz sem se tudi z glasbo Marka Breclja spoznala v drugogimnazijskih časih svojih, ne, in znala na pamet Mojstra za mafijo, Alojza Kodreta in podobne komade. Torej, to je bilo vajno osebno prvo srečanje. Ja, to je bilo prvo srečanje. Jaz sem bil v vlogi organizatorja, ne, in neskončno sem bil ponosen in vesel, kakšnega kalibra smo lahko
dobili na gimnazijo. Zanje je bilo pa to pač eden od nastopov, ki jih je v tistem času imel. Ampak res posebej poudarjam to, glasbena mladina Slovenije je odigrala tako pomembno vlogo takrat pri tem izobraževanju mladih, ne, da ne vem, skoraj da se ne znam predstavljati, kako bi bilo, če tega ne bi bilo. Sej potem je Marko kar intenzivno nastopal po razhodu z buldožerji, ne, potem, ko smo se mi tudi stabilizirali po tistih vojaških letih, je potem tam v zgodnih 80-ih, če se že omenila javno dvajo, ne, sicer imel en kup različnih bendov, takrat se je že preselil v Koper. A ja, to sem pozabil povedati, ne. Marko je Sarajevčan, Mariborčan, Koperčan, ne, pa še kaj k temu. Ne. Takrat je bil že v Kopru in v Kopru je ustanovil eno zasedbo, ki je bila instrumentalno gledano izredno dobra, ne, kvalitetno rock band, hkrati pa je pokazal tisti izskok ponovno iz mainstreama. Če buldožer postajal mainstream, to je bil seveda razlog njegovega odhoda, potem je Marjanov Čudni zajec, ne, bil neke druge vrste, neka alternativi, ne, skoraj da z nekaj krasnimi komadi, eno ploščo, ne, žal pa niso dosti nastopali, ne vem, pač zaradi osebnih razlogov muzikantov, s katerimi je takrat delal. Ne. En od glavnih problemov, ki spremlja muzikante, ne samo pri nas, ampak nasploh, je to, da če ti v pravem času naletiš na ljudi, s katerimi lahko delaš, pa da ima tale band preživel. Ne. Zdaj recimo imajo Bad Religion turnejo ob 40-letnici oziroma 42-letnici, ker je tista 40-letnica propadla in nisem gledal nekaj teh koncertnih posnetkov. 2 oziroma 3 člani izvirne zasedbe so, nekaj mlajših mulcev, ampak še vedno je to Bad Religion. Ne. Skratka, če se srečaš v najstniških časih, ne, in delaš potem naprej konstantno, potem je band lahko trajen. Ne. Če pa to narediš kot projekt, zaradi tega, ker hočeš nekaj izraziti v nekem trenutku, je pa band praviloma začasen. Ne. Tudi buldožer je bil takšen, ne, na nek način, čeprav bistveno bolj trajen, kot je izgledalo takrat, ko je Marko šel iz benda. In Marjanov Čudni zajec je bil dejansko en tak projektni band, mogoče bi lahko ratal, mogoče ne. Ne vem, če je deloval kaj bistveno več kot 2 leti. Jaz jih tudi nisem nikoli videl v živo, ne vem, če so kaj dosti nastopali na okolje. Je pa v tistem času Marko delal z nekaj glasbeniki, ki so prišli bolj iz džezovskih vod, ne iz Celja, prav tale javna dvaja je takšna zadeva, s katerim je pa zelo dosti nastopal. Ne. Tako da ta javna dvaja pomeni, da ti prideš na oder, pravzaprav v živo vadiš. Ne. To je bila njegova koncepcija. Zopet na nek način ne vemo, a je to bil zavesten, ne, ta performativen moment, ne, igre tega, kar je sicer počel, ne, v svojem vsakdanjem življenju, ali je bilo to preprosto zaradi tega, ker drugače nista mogla priti skupaj kot na odru, ne, ko sta se dogovorila, da boste igrala. Ne, včasih sta bila še zraven saksofonista, ne, baterija. Ne. Ampak takrat je bolj pogosto nastopal, to je pa res. Ne. In v tistem času, tam od recimo 84 do 87, 88 leta, je kar fajn krožal in takrat smo imeli tudi srečo tule v Mariboru, da smo imeli nekaj prireditvenih prostorov. En od njegovih nastopov solo, pa nekaj malega, ne vem, če je bil takrat še kdo zraven, mislim, da je bil solo, je izvedel v dvorani na Strmi ulici. Tam je bila ena dvorana takratnega podjetja Nigrad, ki je krasen prireditveni prostor, majčken, v katerem se je še kdaj kaj dogajalo. Ne? Ampak tam je Marko edinkrat, kar pomnim, pokazal tudi eno drugo znanje, ne, s katerim je vstopal v glasbo, to je igranje violine. On je zelo redko, da je zagral violino na odru, je tu in tam.
ampak takrat jo je pa res uporabil v enem kontekstu enega komada, tako briljantno, da smo dobesedno onemeli, ne, tisti, ki smo bili tam. Skratka, v tistem času je dosti nastopal in je bil prezentna, ampak šel je zavestno v eno čisto svojo ustvarjalno špuro in pokazal en svoj lastni izraz. Ne. Tako da potem smo se naslednjič srečali, ker to je bilo vprašanje, leta 1987, ko sem jaz začel delati na Radiu Študent in sem ocenjeval en koncert, na katerem je bil Marko Prosto javno dvajo, ali je bil celo trio, evo zopet moj luknji v spomin, kot predvozač enega drugega benda in potem sem jaz mimo ljudi rekel, Marko bom pa več povedal takrat, ko bo pokazal nekaj novega, ker vse, kar je pokazal, sem poznal že na pamet, ne v detajle. Ampak to zato, ker sem bil tak fan in sem hodil na vse koncerte, ker jih je bilo nevedoč, kot seveda Mariborčan, ki je bil takrat že v Ljubljani, da je v Ljubljani zelo redko nastopil. To je pa zopet ena druga stvar, ne? Njegov odnos do Ljubljane je bil izjemno ambivalenten. Po eni strani je cenil to ljubljansko produkcijo, delo, alternativo in tako naprej. Po drugi strani... Kako? Publiko, občinstvo. Občinstvo, vsekakor, ja. Ampak po drugi strani ima pa do Ljubljane podobno odnos, kot ga imamo pač sicer Mariborčani, Koprčani, ne ravno popolnega zaupanja, pa hkrati tudi neke odtojenosti. Ne. No in v Ljubljano ga dejansko niso povabili do takrat, ko so zasedli Kud France Prešeren. To je bilo pa ravno leto 87, takrat so izvedli en, kako naj rečem temu, so zaskotirali društvo, ne, člani ene ožje skupine, ki je iskala prostor in so rekli, zdaj bomo pa mi skozi tole društvo, ki se imenovalo Kulturno-umetniško društvo France Prešeren. Še eno daljšo zgodbo ima ta zadeva, ampak mogoče bom potem povedal. Skratka, ko so oni dobili ta prostor, so začeli izvajati različne, drugačne, ne, glasbene prireditve in med njimi je bil takrat dokaj, je bila dokaj živahna scena, vabljene različnih bendov iz scene, ki se imenovala takrat rock in opposition oziroma glasbe, recimo bolj evropske eksperimentalne scene. No in takrat so eni, ne vem točno, kateri bend je bil, mogoče je Tromfu, ampak nisem čisto prepričan, francoski bend je bil zagotovo, bili kot izpostavljeni del tega koncerta, jaz pa tisto Marko, jaz bi raje imel tvoj samostojni nastop, on takrat recenziral, ampak ko je on to slišal, je ponorelo jasno. Sva imela zaradi tega, ker recimo vsaj eno desetletje, če ne dve, trajajoč odnos izogibanja. Recimo temu. Ja, potem je primerno vprašanje, kdaj so se spet srečala naslednjič. Ja, sej, to je drugo vprašanje. Zdaj, Marko je takrat pravzaprav začel delati nekaj drugega. Ne? Če rečemo, da v poznih 80-ih je naredil mogoče najpomembnejša stvar, kar je naredil v tej drugi fazi njegovega ustvarjalnega delovanja, to je ustanovitev društva dajte mi pomagati, prosim. Prijatelji zmernega napredka, vedno imam. Pri tem, skratka, društvo prijatelji zmernega napredka, oziroma, bomo rekli drugače, najprej so prevzeli že obstoječ mladinski center v Kopru, ki ni ravno ne vem kako plodno deloval, tam okoli leta 88, mislim, da je moralo biti. In tam je potem Marko dobil eno svojo, kako narečem temu, bazo, prostorsko in institucionalno in tako naprej, govorimo društvo, da ne bo pomote, ne, v tistem prostoru, ne, v katerem je takrat MKC deloval, pa se je seveda še dodalo nekaj k tem kraticam. Ampak za njegovo ustvarjalno delovanje bo to pomenilo, da je imel en temelj prostor, v katerem je lahko občasno pripeljal svoje znance, ki so na zelo podoben način delovali, med katerimi je seveda Franci Blaškovič iz Istre, z njim sta se izjemno dobro ujela, pa seveda Feo je kar nekaj časa preživel potem v Kopru
tako da iz tistega je potem on naredil en center, ki je začel privabljati vse ljudi, ki so pač poskušali delovati, razmišljati drugače. To je bilo zelo počasi. V 90-ih letih, ob tej spremembi, ki seveda smo jo vsi pozdravljali v tistem času, pa se je zgodila, govorimo o obdobju 89 in 91, ker smo se nadejali, da bo seveda družba boljša, kot je bila do takrat. Razočaranje ne je moglo biti večje, kot je bilo. Govorim, da dejansko razočaranje, ki se je zgodilo že v nekaj letih prav na tej sceni, zaradi tega, ker je mladinsko organiziranost ta država v prvem trenutku popolnoma ignorirala oziroma dala na stran. Takratna Zveza socialistične mladine Slovenije, karkoli je pač ta zadeva že bila, je imela tudi svoje pozitivne plati, ne samo negativnih, je razpadla, oziroma se je spremenila v potem vodilno stranko, ampak iz tega je pač nastala LDS. In vse, kar je bilo vezano na ZSMS, je bilo treba nekam prepakirati, se je moralo nekaj zgoditi. In večinoma nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo. Od privatizacije do tega, da so razne društva prevzela nekoč prostore, ki so jih imeli pod nadzorom različni mladinski centri oziroma lokalni ZSMS-ji. In Marko je takrat pokrenil eno akcijo, zelo hitro, 92. 93. leta, že še pred vzpostavitvijo novih razmerij, skratko ustanovitvijo urada za mladino. To se je zgodilo tam nekaj okoli, mogoče 92. Če sem zelo optimističen, bolj verjetno leta 1993, skratka 2 leti po družbeni spremembi. In 4 leta potem, oziroma 3 leta potem so sprejeli pa zakon o študentskih skupnostih. Ta še danes velja, iz leta 94 in takrat se je zgodilo. To sem htjela v bistvu samo pokomentirati, da je en del tega ZSMS, torej predvsem ta univerzitetna konferenca, pač je ostala neke vrste prežitek, ki se je potem preformulirala v različne študentske oblike organiziranosti. Ne, zakon je potem predvidel. Oni so ustanovili ŠOS že prej, študentsko organizacijo, ki je bila pač nevladna organizacija nekaj časa, potem je pa dobila status zelo posebne. Torej, ni nevladna organizacija, nevladna organizacija, karkoli drugega, ne javna, ne zasebna. Skratka, oni so zdaj v nekih čudnih vicah, ampak pustimo zdaj to. Zakon je to naredil iz leta 94, ampak ta zakon omenjam zaradi tega, ker je bila ena od temeljnih namenov tistega zakona, da bi skrbeli za kulturno življenje po celi Sloveniji, torej ne samo v Ljubljani, ampak kjerkoli, odkodarkoli študenti prihajajo, v svojih lokalnih okoljih so morali ustanoviti, oziroma so jim preustanovili, ne vem, kako se temu reče, različne klube. Ti so bili pa že prej ustanovljeni kot nevladna organizacija. In te klube so potem integrirali v nekaj, kar se imenuje ŠKIS. In ti klubi naj bi vodili glasbeno življenje, takšne prostore, kot je ta tukaj, je v vseh slovenskih krajih. Nekateri med njimi obstajajo še danes, kot zavodi, ki jih je ustanovil takšen študentski klub, ampak večinoma se je v 3 letih, torej od leta 94 do 97, vse skupaj sprevrglo v tisto, kar imamo danes, kar danes prepoznamo. In tam se je najhitreje videla ta hitra kulturna tranzicija iz recimo nekega svobodnjaštva v zgolj komercializacijo. In takrat je Marko poskušal povezati med sabo tiste klube in tiste mladinske centre, ki niso hoteli ne v komercializacijo, ne pod študentsko organizacijo, ne pod javne servise, ampak v tistem nevladnem kontekstu. In takrat so ustanovili eno zelo čudno organizacijo, ki ravno tako bo potreboval pomoč, če morda kdo ve iz občinstva, Zveza plemenskih skupnosti in vračev, nekaj podobnega se je imenovala, ki je prva vzpostavila eno mrežo samoniklih prizorišč v Sloveniji, ker je zelo hitro bilo jasno, da iz
iz te moke ne bo nobenega koliko, iz tega načrta, to se je tako skazilo v nekaj letih, da je težko povedati. Ne. Hkrati se je pa začela ena uradna mladinska politika, ki sprva ni bila tako zelo, če rečem temu, bom uporabil ta izraz, konzervativna, tako kot je danes, čeprav to, kar je danes, je še huje od konzervativnosti, ampak je vedno manj podpirala neposredno ustvarjalnost mladih, oziroma neposredno druženje mladih v njihovem okolju. Markotu je bilo pa v tistem času nekaj tudi sam prešel že rob tistega zenita v svojem življenju, ne? Do tega, da bi mladim puščali oziroma omogočali samoniklo delovanje. Ne? In to je bilo njegovo glavno poslanstvo in tu je bil tudi najmočnejši. Ne? Zelo ambivalentna je bila ta njegova vloga ves čas. Po eni strani je bil motor celega, pa kot je sam rekel, nosilni hrbet enega od teh skupnosti, po drugi strani je bil pa, če lahko tako rečem, diktator. Ne? Pač, ne, vendar je bil avtoriteta, ki je bilo zelo težko ogovarjati. Ne? Ampak s svojo močjo in s svojim delovanjem je dobesedno rešil pred propadom nekaj teh samoniklih prostorov in vedno je pa našel v vsakem tem okolju nekaj mladih v tistem trenutku, ne, ki so znali potem prevzeti stvari v svoje roke in jih razvijati naprej. Ne. In to vsakih nekaj let je našel nekaj mladih, ki so delali naprej. Ne. Tako da tukaj kot mladinski delavec je bil res izjemno uspešen, ampak na en zelo, zelo nenavaden način. Ja, mogoče na ta pravi način od spodaj na zgor. Ja, se pravi, bilo je zelo ambivalentno. Ne? Je bil izjemno močna avtoriteta, njegova beseda je vedno na koncu obveljala, kadar je bilo potrebno, tudi če je bil pripravljen seveda poslušati, diskutirati in tako naprej. Ne? Ampak on je zelo hitro videl, ta človek je v redu, ta pa ni. On ni imel tega, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne? On je zelo hitro presodil in potem je tiste, ki jim je zaupal, ne, je spodbujal, tiste, ki jim ni zaupal, s tistimi pa pač ni delal. In to je bila situacija, v kateri sta se ponovno srečala nekako in postala sopotnika, čeprav razumem. V nekem trenutku, ne, bom pokazal tole zadevo. Tole je bilo potem okoli leta 2011, 2010, mislim, da je že klical, ampak mislim, da v glavnem smo delali stvari 2011. Pregled samoniklih prizorišč na slovenskem, na Trdna tla se imenuje knjiga. Skratka, to je bil projekt, ki ga mu je uspelo na nek način dogovoriti na Uradu za mladino, zaradi tega, ker se je od poznih 90-ih let, predvsem pa skozi 2000, dogajalo to, da je Urad za mladino dajal izrazito prednost ustanavljanju mladinskih centrov kot javnih zavodov, ki jih ustanovijo občine. Zdaj, če občina ustanovi mladinski center, na prvi pogled nič hudega, ne? Ni nobenega problema, saj bistveni so ljudje, ki potem tam mladinski center vodijo. Ne? Ampak, zaradi tega, ker je občina ustanoviteljica, je občina tista, ki postavi direktorja, ne? In v strukturi javnih zavodov pač moraš imeti direktorja, moraš imeti vsaj še kakšno tajniško mesto, ne? Pa mogoče še programskega vodjo, če imaš dovolj denarja za 3 plače. Ne? Ampak vsaj enega zaposlenega pa moraš nujno imeti. Ne? In direktor je vedno tisti, ki ga imenuje občinska oblast. In občinska oblast ne bo nikoli imenovala za direktorja nekoga, ki je najboljši, ampak nekoga, ki jim je najbolj blizu, ne? Ki bo pač izvajal njihove politike, ne? V tistem širokem pomenu besede politik, ne nujno politiko v ednini, ampak politike, ne? Še posebej mladinske politike. To pa pomeni, da tak prostor ni čisto neodvisen, ne? Je odvisen od tega aparata, vsej posredno odvisen, ne? Hkrati pa je odvisen tudi finančno, ne? Koliko podpore bo dobil tudi za programsko delovanje in občine bodo vedno dajale sredstva za tiste stvari, ki pač menijo župani, da so za njihovo občino potrebni, ne pa mularija, ki potrebuje svoj prostor. Ne? In ob tem se je izkazalo, da enostavno je potrebno zares poskrbeti za tiste mladinske centre in klube, še na to moram posebej opozoriti,
ki niso javni zavodi, ampak so ustanovljeni kot nevladne organizacije. V glavnem kot društva, tu in tam je tudi kakšen zasebni zavod, tako kot govorimo tule o zavodu Pekarna. Ne? Ta je na redkih izjem teh zasebnih zavodov, moram reči mimo grede. Zdaj, tisto, kar je ključno tukaj, je pa to, da je v delovanju in v avtonomiji tale pristop, ne, od zgorja na vzdolj ali od spodaj na vzgor, vendarle bistveno drugačen, bistveno različen. Praksa je pač pokazala, ne, ta primerjava, ki jo imamo v tej knjižici, teh knjig še imamo kar precej. Marko se je odločil, ko smo tole zadevo takrat leta 2011 končali, da bomo natisnili v toliko izvodih, da bo lahko vsak dobil, ki bi ga zanimalo. Nekje so še skriti, oziroma še hranimo nekaj 100 izvodov te knjižice, tudi če je 10 let stara, mislim, da je še vedno zelo, zelo živa. Ne delam reklame za to, ker sem avtor, ampak preprosto zaradi tega, ker je bil res Marko namen dolgoročen s to publikacijo. Izkazalo se pa to, če le imaš vsaj dva, torej vsaj enega, ampak zato, da imaš društvo, pa moraš vendar imeti nekaj več ljudi, torej 2, 3, mogoče 4, največ 5 ljudi v nekem lokalnem okolju, ki imajo dobro predstavo o tem, kaj potrebujejo, kaj hočejo narediti, pa imajo tu dobro voljo, da bi to naredili, lahko postavijo neko samoniklo prizorišče v svojem okolju popolnoma neodvisno. To pomeni, da nekatere od teh samoniklih prizorišč seveda tudi niti ne kandidirajo za sredstvo države, ampak poskušajo delovati na popolnoma drugačen način, ne, torej na inovativen skupnostni način in tako dalje. Ne. In tam se na nek način stalno nekaj brbota, ne, na teh lokalnih ravneh, in se mlajši učijo od starejših, mlajši prihajajo celo zato, da bodo starejšim pokazali, zdaj pa vaš čas mimo, ne, in bomo mi prevzeli stvari, in ti ljudje so najbolj ustvarjalni. To je najbolj ustvarjalen, najbolj žlahtni del naše celotne družbe. Tukaj ne govorim na pamet in ne govorim romantično, ne. To so čisto preprosta dejstva. Mladi ljudje tam od 14. do 18. leta imajo sveže ideje, prepoznavajo vso zlo tega sveta in hočejo spremeniti, pa narediti nekaj boljšega. V glasbi ravno tako, ne, to je prizveza, zdaj pa mi nekaj naredili čisto na novo, ne, in drugače. V vseh primerih gre pa stvar naprej. Je pa na nek način to, kar je Marko pokazal v tem delovanju, je pa ena stvar ključna. To je, da je glasba dejansko neločljiv, nujen, tako rekoč, nujen in potreben pogoj kakršnegakoli skupnostnega delovanja in kakršnegakoli ustvarjalnega delovanja. Ne. Brez glasbe, takoj ko nimamo glasbe in glasbenega delovanja, imamo potem samo ali podaljšek šole, ali podaljšek kapitala oziroma podjetništva ali pa podaljšek, ne vem, nekakšnih mobilnostnih srečevanj in podobnega, ne pa tistega družabnega življenja, ki potem prinese rezultate nepričakovano na čisto drugih ravneh. Ljudje, ki dajo skozi ta trening, prav dobesedno urjenje v prepoznavanju novih zvokov in drugačne glasbe, ti ljudje potem na kateremkoli področju svojega delovanja prispevajo bistveno bolj ustvarjalne rezultate od ljudi, ki pač enostavno se zaciklajo v tisti vzorec, iz katerega ni prav nobene ustvarjalnosti. Tako da za celotno družbo so ta prizorišča tako zelo pomembna, da skoraj da ne moremo govoriti o tem, da bi imeli kakršnokoli prihodnost brez tega. Tukaj je bil Marko izjemno pronicil. Zelo dobro je vedel, zakaj gre. Kje se potem v to zgodbo vključi ustanova Pohorski bataljon? To je neke vrste formalizacija? Ustanova Pohorski bataljon je nastala prav v 2000, ne vem točno, katerega leta je bila ustanovljena, tega se ne spomnim na pamet, ampak tam v poznih 2000 ali pa celo takrat tik preden smo začeli s tem projektom, torej okoli leta 2010. Prav v teh 2000, ko se je začelo, ali bomo vse mladinske centre delali, na to sem potem prej pozabil opozoriti, ker sem šel zamislijo naprej. V 60-ih letih so ustanavljali mladinske klube.
Mladinski klub je pomenila prostor, v katerem se družijo mladi, v katerem imaš vsaj en gramofon, na katerem boš DJ-jal, takrat so že DJ-jali, ne bo kakšne pomote, in po možnosti tudi oder, ali pa vse občasno oder za glasbene prireditve. Ne? In to je za zabavo, za druženje, za zabavo. Ne? Mladi morajo pač ustvarjalno preživeti svoj prosti čas, starejši tjale noter ne bomo odrezali, ne? Važno je, da omogočimo tako zabavo, kot jo oni hočejo. Pa tudi malo so si zaščitili ušesa starejši, ne? Da jim tiste električne kitare niso preveč zagrenile življenja. Potem so pa začeli ustanavljati v 70-ih oziroma zgodnjih 80-ih letih različne mladinske centre, ki so potem vključevali malo širši vidik tovrstnega delovanja. Ne? Poleg glasbe in pa druženja, plesnih zabav in tako naprej, ne? Pa mladinskega disko kluba, ne? So potem zasnovali, kako če bi še naredili kakšno nastavo, kaj če bi naredili kakšen literarni večer, kaj če bi naredili kakšno gledališko predstavo, karkoli podobnega. Ne? Tako da so potem postali mladinski kulturni centri, ne samo centri, ampak kulturni centri. Ne? Tudi ta sosed tukaj, ta uradni mariborski mladinski kulturni center, ima še vedno ime MKC in je pravi anahronizem dan danes, ne? Mladinski kulturni center. Ne vem, če sta dva v Sloveniji, ki imajo še vedno ta kulturni v svojem imenu. Potem so začeli delati samo mladinske centre. Kultura je nekaj drugega. Ne? Za kulturo skrbi Ministrstvo za kulturo skrbijo organi, ki so namenjeni kulturi tukaj na občini. Mladina je pa nekaj drugega. Ne? Mladina pa nima nobene zveze s kulturo. Ne? In tako se je potem začelo krčiti prav to kulturno življenje, ne samo ta širši vidik kulture, ampak celo ta najbolj primarni vidik kulture, torej druženje, zabava. Ne? Tudi to so skrčili na minimum ali pa na nično. Ne? In ti mladinski centri seveda delajo popolnoma po drugi logiki. Ne? Temu je bilo namenjeno, da se naredi ena koordinacija, zaradi tega, ker so eno splošno koordinacijo pa že prej spodbudili iz Urada za mladino. Neposredno imenuje se, ime je krasno, MAMA, skratka povezava mladinskih centrov v Sloveniji, ki vključujejo vse javne zavode in zasebne nevladne organizacije in ta izvaja državno politiko, če lahko temu rečem, ne skrbi za državno politiko. Ustanova Pohorski bataljon pa skrbi za to, da preživijo tisti, ki ne uveljavljajo nujno ali pa celo delujejo s politikami, ki delujejo proti sistemu, državi, aparatom in tako naprej. Ne podprti, mogoče celo strani Urada za mladino? Ne, Urad za mladino podpira te mladinske centre, ne, hvala Bogu. Je posebna postavka za javne in pa za nevladne mladinske centre v celotnem proračunu in za generalno funkcioniranje, hvala Bogu, skrbijo za tistimi minimalnimi vložki, da lahko ti centri delujejo in obstajajo. Ne? Jaz upam, da še niso šli tako daleč, da bi zahtevali prav določene načine izvajanja mladinskega dela. Govorim samo o tem, da tu gre za dva popolnoma različna, ne bom rekel ločena, daleč od tega, nista ločena svetova, ampak različni načeli delovanja, skratka samoniklost, ne, ki prihajajo od spodaj in vzgor z interesi, ampak tukaj govorimo pa še o eni stvari, nekaterih posameznikov oziroma tistih ključnih posameznikov, ki točno vedo, kaj potrebujejo, kaj v tistem trenutku naj v svojem okolju naredijo, za razliko od mladinskih centrov, ki naj bi poskrbel za vso mladino in čim bolj množično, ne, za vso raznolikost, ker je bistveno težje, bistveno drugačen koncept. Ne, tukaj imamo pa zelo profilirane, zelo jasne prostore, s tem, da v okviru tega, kar Pohorski bataljon na nek način podpira, najdemo tudi takšne, ki se niti nočejo prijavljati na razpise Urada za mladino in niso del sistema v nobenem kalibu. Ne. Tudi nekaj takšnih sodeluje v tem okviru. Ne. Rok, kakršenkoli je bil, sicer ni bil del te zgodbe, ne, ampak dejavnosti, ne, ki so potekale v okviru takšnega skvota, so pa definitivno v marsičem seveda pokazali točno to, za kar gre te ustanove.
In to je ustanova. Ustanovljena je kot ustanova, fundacija, ne? Če uporabim tujko. To ni nek fantom, to je dejansko ustanova. Torej kot pravna oblika tudi. Ja, kot pravna oblika, ja. V kateri so zastopani različni deležniki, ki sestavljajo. No, mogoče še v tem koprskem prostoru, v neki fazi se MKC kratici pridruži še S, torej socialni še zraven. Medgeneracijski, muzejski. Torej vse te komponente, ki jih je mogoče Marko prepoznalo kot pomembne pri delovanju. Jo, jaz moram reči eno zelo fascinantno stvar, ko je takratna oblast, takrat je bil še Popovič na oblasti, izselila ta... Ja, to pa je bilo moje naslednje vprašanje, ja. MKSMC, kakorkoli je ta kratica že izvedela in se je Marko v nekem trenutku odločil, da je morda res čas, da on zapusti ta prostor s svojo ekipo, to najožjo ekipo, zopet prosim za pomoč, Društva prijateljev zmernega napredka, DPZN. Ja, res imam težave z celoto. DPZN, ja, to gre tako iz ust. Kakorkoli, ko so se odločili, da bodo šli ven, je potem trajala ta selitev kar nekaj časa. Ne? In takrat, mislim, da mogoče 3-krat sem navratno šel tja pomagati seliti določene stvari. Skoraj cela ekipa je delala na tem, jaz zelo malo. Ne? Ampak prav spomnim se, ko smo en del tega arhiva prenesli na eno lokacijo tam v zaledju Kopra, moram priznati, da sem ne spomnim, kateri kraj je bil, v enem velikem prostoru nekdanje šole je bilo. Jaz moram reči, da to je eno takšno arhivsko in muzejsko gradivo, od plakatov, teh ogromnih plakatov, mogoče boste nekatere od tistih celo en del prikazali, ne, do tistih majhnih plakatov, ne, ki so jih delali. To je en izjemen muzejski, tako rekoč, center. Zdaj, če bi iz tistega če bi samo tisto gradivo nekje razstavili, bi bil to en prav spodoben muzej slovenske popularne kulture. Ne. To je tega res ogromno, to je neverjetno. Marko Brecelj, podobno kot je v obdobju digitalnih časov, ne, evidentiral in ves čas pisal, ves čas zapisoval svoje vsakdanje dejavnosti, življenje in tako naprej, ne, na to dogovoru. Ne, to je fascinantna spletna stran, ravno tako samo po sebi muzejski arhiv. Že pred tem je vsak dan je napisal po par vrstic, kaj se je dogajalo v klubu, ne, v svojem značilnem besednjaku in z tistimi njegovimi res bistrimi, izjemnimi, lucidnimi opaskami. Ne. In to je nekaj takšnih debelih zvezkov gradil. Ne. Prej slej se jih bo nekdo lotil, pa nekaj iz tega naredil. Ne. Poleg vseh teh, praktično vse, kar so delali v klubu, pa pravzaprav, če govorimo o Marku Breclju, ne, mene je zelo fasciniralo vedno to, da nikoli nisem vedel, kdaj on, kako da rečem temu, kdaj on živi svoje vsakdanje življenje, kdaj je na odru, pa kdaj se gre ne samo mehki terorizem, ampak sploh performanco. Ne. On je to vse skupaj živel hkrati. On ni pretirano ločeval med temi vidiki. Ne. Si prišel k njemu domov, je imel nekaj novih pesmi napisanih, jih je zelo hitro prebral in nisi vedel, ali je zdaj to že nastop, ne, ali je to samo preverjanje, ali so ti verziji v redu ali niso v redu. Ne. In pač ves čas je preskakoval. Ne. Tako da tisti njegov film, ki ga je sam naredil, zopet, ne spomnim se naslova, ne, kaže prav to, ne, da ni ločitve med zasebnim življenjem ali pa vsakdanjim življenjem in recimo temu javno prezenco in tistim, ki je na odru. Ne. On je vedno vedel, seveda, ko si na odru, takrat nastopaš in takrat se naredi tisti čudež, ne, skupnega pohoda po enih čudnih imaginarnih svetovih. Ne. Ampak on je to tudi v vsakdanjem življenju ves čas prakticiral. Ne. To moram reči, da je bilo vedno fascinantno. Kar je lahko bilo pa strašno naporno, da ne bo glede tega še kakšne pomote. Ne? Ker preprosto nisi vedel, v katerem filmu si se znašel v nekem trenutku. Bil si pa v njegovem filmu, vedno.
Ja se strinjam, zdaj mogoče še v navezavi na film, ki ga bomo kasneje prikazali, Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj, zdaj recimo, da se kot mačka okoli vrele kaše gibava okoli definicije, kdo je Marko Brecelj, ravno si se dotaknil tega, ne? Jaz mislim, da je v bistvu bil velika večina vsega tega, kar bi o njemu moral povedati, če sploh nisem, ne? Mogoče, ker si omenil, da imaš nekaj v filmu zapovedati, ne? Ja. Bomo predvajali se zdaj na tej točki tega filma. Tak, no. Ta film je bil razlog, da je Marko potem naredil svoj film. In tisti njegov film je strahotno naporen, vse v enem trenutku oziroma v eni fazi. Te sicer cel film pripravlja na to, da se bo prejasno zgodilo, ko se zgodi, pa rečeš, ojej, ne? Življenje pa vendarle ni tako grozno. Ne? Mislim, da je v resnici zelo optimističen tisti njegov film, ampak pri tem filmu je bilo pa tako, zdaj bom povedal najprej okoliščina nastanka oziroma situacije, v katerih je posneta večina kadrov, v katerih Marko vozi tisti njegov že kar pošteno razlupan kombi, ne, v katerem je recimo, kratko sva se peljala, je dajal eno kakšno štango za polnjenje telefona, ko mu je ravno crkno in je samo na en način tista reč delovala, skratka, vedno je bilo nekaj, za kar je bilo treba posebej skrbeti. Ne. Skratka, s tistim kombijem je takrat Marko večinoma potoval prav ne samo zaradi te raziskave, ampak v delovanju Pohorskega bataljona, ki je takrat pravzaprav že spostavil te posamezne točke na zemljevidu Slovenije in potem so se akterji teh dogajanj na teh lokalnih scenah srečevali enkrat v enem, drugič v drugem, tretjič v tretjem klubu. Recimo enkrat so šli v Tolmin, potem so šli v Bistrico ob Sotlega, potem v Beltince, ne, kamorkoli pač po Sloveniji, ne, pa še mogoče na kakšno lokacijo, ki je tukaj v knjigi nimamo omenjena, ampak vse se je dogajalo v zvezi s tem Pohorskim bataljonom. In moje prvo razočaranje, ko sem gledal film, je bilo to, da in niti z eno besedo, niti z enim signalom, za ničemer avtor filma ne pokaže, da Marko Brecelj dela pravzaprav za in v imenu Pohorskega bataljona. Ne? Da dela z mladimi in da dela s klubi. Novega kluba ni nekaj, nič, samo kakšen Markov nastop, če ga je slučajno pač v tistem času imel. Ne? To se mi je zdelo škandalozno. Predstavljamo si, da bi Želimir Žilnik, njega verjetno vsi poznate dovolj dobro, da veste, o čem govorim, da bi Želimir Žilnik takrat, ko dela film, rekel, aha, to me pa ne zanima, tega pa ne bom posnel. Kakšni bi bili njegovi filmi? Bog pomaga. Zanimivi, verjetno. Mislim, no sej, moram reči, da ta film, takoj potem, ko je bil predvajan na televiziji, sem jaz z eno veliko zaskrbljenostjo Marka poklical, ne, ker nisem vedel, da mu lahko odkrito povem, da pač ta film ni ravno v redu, ne. Pa je on sam to povedal, ne, tako da je dobil impuls, da bi film naredil. Ne. Pač ta film ima še eno drugo zelo problematično vsebino. Sicer pokaže Marka tudi v malo bolj, recimo temu, zasebnem kontekstu, ko gre po vino, tam k enemu kmetu, prijatelju, ne, v bližini, ko gre, mislim, da tam je še s tistimi fičkoti, ne, popraviti ali prodajati tistega fička, ne spomni se natačno. Kaj je pa nekaj iz tega, recimo, resničnega življenja, ampak glavnina filma so pa vendarle pripovedi, bom rekel, kar s tistimi izrazom, ki ga sicer uporabljam, ljubljanskih korifej o Marku Breclju, najpomembnejšem slovenskem kantautorju in pevcu Buldožerju, veliki slovenski legendi, o njem pač zdaj govorimo na veliko. Ne. To nima nobene zveze z resničnostjo, v kateri je v tistem času Marko Breclj dejansko živel. Ne. Tako da film je zlagan skoraj do konca. Ne. Ja, ni v toliko, kolikor Marko ni zlagan, da se mi zdi pač je pristen. Ja, zdaj govorimo o filmu, ne o Marku. Ja, težko se ga je ogledati. Da se mi zdelo tudi meni osebno, da je skozi to filmsko strukturo Marko spregovoril po svoje, ne, spet. Vse ni mogel drugače, on ni znal drugače, kot po svoje govoriti. No, edino prav se mi zdi, ne, ja, da je bil pač iskren v tem, kar je.
definitivno. Sprenevedal se pa res ni nikoli. Ne? Tista najpomembnejša značilnost njegovega celotnega delovanja od aktivizma do glasbe je ne samo to, da se ne sprenevedaš, ne? Ampak da nastavljaš ogledalo človeške zlaganosti. Ne? In, če sem prej to besedo uporabil, ne, v tem filmu res problem. Če se vrnemo še k njegovi glasbi, pač ena od utrinkov ali pa ena meni najpomembnejša impresija njegovih komadov je, vsaj se mi zdi, da mi bo zavedno ostala, da je vedno na več nivojih, na več ravneh vsaka skladba, vsak komad, ki ga je naredil. Torej, ne govorimo samo o popularni glasbi, pač v primeru recimo Bollingerjev, ampak govorimo v več nivojski glasbi. Sporoča na različne načine, nagovarja, če jo znamo brati na tisti, recimo, prvi sporočilni ravni, melodični ravni in hkrati tudi na vseh drugih ravneh, ki jih mogoče prepoznamo, ali v besedilu, ali v strukturi, pač povezavi vsega skupaj glasbe in besedila, aranžmajo, torej se mogoče to nekje lahko strinjava. To je pač tisto, kar je meni osebno. Celotno opus, ne, če rečemo dela, ne, ki jih je ustvaril v celotnem svojem življenju, so na nek način po eni strani zavezane recimo temu afroameriški ali pa ameriški tradiciji. Ne. Zdaj, ne vem, koliko občinstvo to pozna, ampak tudi Marko Brecelj je hodil na drugo gimnazijo v Mariboru. Ne. Nekako se ne moramo znebiti. Ne moramo se znebiti te, mislim, druga gimnazija, pač center, popek sveta, bolj ali manj. Mariborskega. Ne Mariborskega sveta. Skratka, na gimnaziji je že pel v, mislim, da kvartetu, ki se je imenoval Beli črnci. Ne? Mislim, da je bil kvartet pevcev in oni so izvajali nekaj, kar je takrat šele dobilo nekakšen zalet, ne, tudi v bistvu skoraj to je bilo pred Otom Pestnerjem, ne, z črnskimi duhovnimi pesmimi, ne, torej spirituali, ne, in tako naprej. Tukaj gre za duhovno glasbo, ne, duhovne pesmi večinoma. In oni so izvajali to glasbo v času, zdaj zakaj je dobila domovinsko pravico okoli leta 66 pri nas, zaradi seveda teh izjemnega gibanja afroameričanov za državljanske pravice, ne, od poznih 50-ih, prav do leta 66 skoraj, ne, pa potem atentat na Martina Luthera Kinga in tako naprej. Ne. Skratka, v tistem času je to pomenilo, to je osvoboditeljska glasba, revolucionarna, tako rekoč, ne, protiimperialna glasba in to. Ne. In z tem ritmiziranim načinom petja, ne, harmonij teh spiritualov je Marko vstopil v sfero te aktualne, popularne glasbe, ne, tistega časa, hkrati je bil pa to čas roka, ne, Beatles, Stones in tako naprej v 60-ih, potem pa že progresiva v koncu 60-ih in 70-ih letih, tako da njih je zaznamoval rock. Ne. Hkrati je bila še druga struja, kako ne rečem, izjemno živa, ne. To je tisti zgodni Bob Dylan sa kitaro, ne, in pa Joan Baez in drugi folk pevci, ki so ravno tako zaznamovali eno celo uporniško generacijo 60-ih let. Ne. In to vse se je združilo potem v koktejlu. Ne. Celoten to je tisto, kar je po mojem samo Bojan Adamič znal prepoznati. Ne. Celotna zgodovina džeza, afroameriških glasb, ne, ki so prišle v Evropo in hkrati je ena domača ustvarjalnost, ne, ena ustvarjalnost, ki to zadevo prenaša k nam, s temami, z besedili. Ne. Govorimo o slovenskih besedilih, bendi, če gledamo na jugoslovansko popularno glasbo, prvi rock bendi so bodi si igrali instrumentalni električni rock za ples, Shadows v glavnem, ne, v zgodnjih 60-ih letih, potem, ko so pa
zasloveli Beatli in pa Stonesi, so začeli igrati bolj težek zvok z vokalnimi harmonijami, ampak recimo še mogoče najbolj uspešen band iz Kopra, Kameleoni, so izvajali bodisi v angleščini, bodisi prepeve angleških pesmi, ali pa so peli v hrvaščini, kakor je Sjaj izgubljene ljubavi, recimo je tak tipičen primer. In istočasno 67. 68. Drago Mlinarec z grupo 220 izda prvo LP ploščo v domačem jeziku, predtem so bili samo pripevi drugih bendov. In to je bilo tisto obdobje, v katerem je bilo samoumevno, da boš pel, če boš pel v slovenskem jeziku. In to ni bilo, da je samoumevno. Marko je vedno rekel, da je tisti njegov komad, kateri že je, res sem ga bil na ustih, ki se reče njegov stari oče Rolling Stones, ne vem, kako je naslov tega komada. Skratka, ta je ena prvih slovenskih rokovskih pesmi, ki je v celoti avtorska domača oziroma podomačena v našem kontekstu. Jaz sicer ne poznam dovolj dobro te zgodovine od 69. do 72. ampak bi rekel, da je res. Takrat se je zgodil ta prelom, zdaj delamo pa mi svojo domačo muziko, po svoji lastni presoji. In ta zgodnji Buldožer, pa tisti trije bendi, ki so pred tem že delovali, so šli po tej špori. Skratka, v popolni mešanici vsega tega, kar sem povedal zdaj, skratka, ameriških vplivov in pa domače popularne glasbe. Ko se to zmeša z eno držo, ki je pa opozicijska, ki jo pravi, ne, mi bomo pa to naredili drugače. Tudi če greš, v bistvu Buldožeri so nastali v bistvu z akcijo nastopa na Opatijskem popevkarskem festivalu in s podporo seveda Bojana Adamiča. Potem so šli pa v zelo, zelo radikalne vode. Kasnejši Markov, kako narečem temu, njegova ustvarjalnost je ves čas poudarjala pesem, torej besedilo, z ritmiziranim načinom podajanja v okviru z aranžmajem, ki je nekoliko odstopal od tistih klasičnih durovskih prijemov. Vedno je šel še malo onkraj tega, ampak ne do jazz, ampak samo pač z nekaj dodatnimi septimami ali pa moli. V njegovi najbolj zreli fazi je pa to vse skupaj oluščil praktično v besedilo, ki ga je dobesedno svojim telesom podajal. Tole je recimo ta naslovnica s komadom tudi na trdna tla je pesem, ki jo najdete potem na drugi strani. To je pesem, ki jo vedno izvajal samo tako, ne ravno na kolenih, ampak se hojo sem in tja, s katero je dajo v takt. In to je bila potem njegova najbolj sklepna, pa hkrati po mojem mnenju najbolj izčiščena, zrela, poglobljena faza. Kot telo tisto, ki na nek način nastopa kot instrument, tvoj glas pa pove ključne poante s petjem, torej ritmiziranim petjem, ki je nekaj med recitacijo in petjem tega besedila. In nekaj teh je potem na izredno dober način vključil tudi Živadinov na tisto predstavo, zapet se ne spomnim naslova predstave, v kateri je Marko tudi v živo sodeloval. Ampak to, ko telo postane, ko se zreducira samo na glas, hojo, se mi je zdel pa dejansko en višek, čeprav je redukcija na tisto najnižjo možno točko, ampak tam je bilo motor vse, kar je glasbenega zapovedal. Kar je nekako v osnovi ljudski pesmi? Ja in ne. Kdaj lahko rečemo, da postane njegovo pesem? Ja, saj na nek način, če sem rekel folk, on ni prinašal Dylana v slovenski prostor, ampak nasprotno, Breclja. In to je to, kar je ključno. Ves čas je vedela, evo, to je pa moje, to je pa
to je pa na ta način narejeno, kot jaz hočem. Ne. On je bil velik pripovednik, ves čas je pripovedoval, kot sem prej rekel, da nikoli ni ločeval med performanco oziroma nastopom in pa svojim zasebnim življenjem, ne, torej med vsakdanjostjo in nastopom. Ne. Iz te vsakdanjosti je črpal gradiva za pesmi, iz gradiv za pesmi je črpal pravzaprav svoje vsakdanje življenje. Ni bilo gradivo za akcije in za politike. Ne bil vse skozi ustvarjalno. To se je težko predstavljati. Ne. Če sem prej rekel, da je nastopal kot genij, ne, to prinaša seveda tudi določene težave, določene stvari, ki jih pač navadni ljudje ne počnemo, ne, in se jim izogibamo. Ne. On pač je presodil, da je treba iti s tem velikim kurcem po Sarajevu, kar boste videli tule noter, mislim, da tudi v tem filmu je pač to naredil, ne, zaradi tega, ker je podal nek statement. Jaz bi s tem mogoče zaključila, lahko mogoče še kasneje po filmu kaj pokomentiramo. S spletnim prenosom se bomo tukaj ugasnili in preklopili na dvoransko projekcijo. Film pa si lahko pogledate tudi v arhivih RTV Slovenija. Sicer pa upamo, da bo do priložnosti o Marku in tudi priložnosti gledanja Markovih filmov, ne samo o njem, ampak tudi njegovih filmov, še kdaj, ne samo v tem prostoru, ampak tudi pač marsikje drugje. No, že v petek bo dobra priložnost, ne, ob otvoritvi razstave. Jaz bi samo še eno stvar dodal, ne. Marko je na nek način pokazal, da v našem prostoru si lahko upamo in lahko naredimo bistveno več, kot si kdorkoli predstavlja. Ne. To njegov ustvarjalni opus je na svetovni ravni, ne, in v špici tistega, kar bi, če bi on pač izvajal, oziroma če bi bil on rojen v Združenih državah Amerike, bi zelo verjetno on dobil Nobelovo nagrado, ne pa Bob Dylan. Torej, hvala Rajko Muršič, hvala tudi vam, ki ste bili z nami in na gledanje.